V tem videu bomo definirali obremenitev ali izračunali bomo model za horizontalno potresno delovanje, ki ga opisujejo dve navpični komponenti Cx in Sy, ki delujeta neodvisno v dveh medsebojno pravokotnih ravninah, ki so prikazane z enakim spektrom odziva. Vrednosti teh sil se izračunajo s pomočjo računskega spektra in skupne teže, pri čemer lahko uporabimo poenostavljeno ali višemodalno spektralno analizo v skladu z Eurokodom 8. Da bi to izvedli, bomo najprej v funkcionalnosti projekta vključili možnost Dynamics in Semi Spectral Analysis. V input panelu se zdaj pojavi nov meni Dynamics, ki vsebuje ukaze za ročno definiranje dinamičnega obremenitve. Prvi korak, ki ga moramo narediti, je definiranje skupin mas. Ukaz lahko poiščemo v spotlige HTU. Lahko uporabimo funkcijo ShowMe, da ugotovimo, kje se nahaja v glavnem meniju. Generiramo mase, povezane z LDKSI. Vrednost LDKSA se bo vzela in samodejno pretvorila v maso. Load case -4, sneg, ne bomo obravnavali, saj je psi2 faktor za seizmično kombinacijo za sneg nič. Zdaj moramo narediti kombinacijo mas. Kombinacija mora biti ročno narejena, to je edina kombinacija za CI. Pri tem moramo upoštevati psi2 faktor glede uporabne obremenitve, ki znaša 0,3. To bomo prilagodili magnezij 3 s koeficientom 0,3. Naslednji korak je določitev load caseov za seizmično obremenitev v x-vaj smeri. Load case -5 naj bo Cx, spremenljiva obremenitev, vendar z novo load skupino, load skupina 4. Določimo relacijo inklusive za seizmično kombinacijo. Nato določimo LE-type, dynamic, seizmisi. Aktivirali bomo X-smer in takoj se prikaže okno, kjer je treba definirati seizmični spekter. Lahko poimenujemo spekter 475 kot povratno obdobje 475 let, preverjanje za GSN. Vnesemo parametre. Koeficient pospeševanja, izračunano pospeševanje tau. Na podlagi karte za povratno obdobje 475 let, območje Zagreb, 0,26. Faktor obnašanja kaže duktilnost konstrukcije, vključuje podatke o elementu, materialu in duktilnosti. 2. Tip potalja, C, v skladu z geomehanskim elaboratom. Tip spektra, na Hrvaškem je dovoljena uporaba spektra 1, ki ustreza območjem, kjer je pričakovana magnituda potresa nad 5,5 stopnje. Smer je horizontalna. Potrjujemo vse vnose s pritiskom na OK. Za smer Y bomo izbrali enak seizmični spekter, ne bomo vnesli faktor Y, ki znaša 0,3. Ostale parametre preskočimo, saj Y definiramo enako. V tem primeru faktor za smer X znaša 0,3, medtem ko je smer Y prevladujoča.